malce slišalo, res je, da smo zelo zadovoljni ali pa zadovoljni, ker smo lansko leto končno rešili problem velikega kormorana. Tako da vsaj v večini salmonidnih vodotokov se ga učinkovito branimo s plašenjem, če pa potrebno tudi z odvzemom vsetkov iz narave. Tudi v lanskem letu moramo zadovoljstvom ugotoviti, da nismo imeli kakšne hude polucije ali pa kakega hude zastrupitve, tako kot v preteklem z potokom Tojnica. Je pa narava pokazala svoje zobe ob zadnji vojni ujmi. Dogajanje okoli Tržiča in Tržiške Bistrice je za nas ribiče botrovalo ali pa rezultiralo v temu, da je Tržiška Bistrica prazna. Tako hudo neurje, tako visoke vode namreč povzročajo kotaljenje velikih skal po dnu in to pomeni, da pobije, odnese večina ribjega življenja. Koncesijska pogodba sicer predvideva, da v tem primeru lahko ribiška družina zaprosi za oprostitev koncesija, pa koncesijske dajatve za ta vodotok, vendar je to samo delna rešitev. Oprostitev koncesijske dajatve pomeni zgolj to, da se na tem vodotoku nekaj časa ne bo smelo izvajati ribolova, ribiška družina mora povložiti znatna denarna sredstva, da nadomesti izgubljeni ribič. Mi nekako pritiskamo na pristojno ministrstvo, da bi bilo potrebno ustanoviti nek ribiški sklad, iz katerega bi se črpala sredstva za takšne ali podobne kritike. Še en žalostni dogodek beležimo na gojitvenem potoku Krumpah na Ljubnem ob Savinji. To je gojitven potok, ki je bil pripoznan z strani strokovnjakov Biološke fakultete, Biotehnične fakultete in pa Zavoda za ribištvo, kjer smo imeli matično jato avtohtone potočne gospodine. Zaradi neumnosti nekoga, ki je tam postavil malo hidroelektrarno z vsemi dovoljenji, vendar ni prepustil dovoljšno količino vode, je ta potok presušil in s tem smo izgubili tudi celo vodovodno jato. Ribiči zaenkrat še ne preveč glasno, ampak ko bo vodna direktiva v popolnosti stopila v veljavo, bomo začeli upozarjati na prihodnost voda. 21. april je bil svetovni dan prihodnosti voda. Pri nas vemo, da imamo skoraj 20 velikih hidroelektrarn, od katerih je samo ena učinkovito delujočo ribištvo. Samo na enem tem objektu lahko riba migrira, se postavi v drug habitat in pa se vrsti. Kaj to Brežice? Brežice zaenkrat, koliko vemo, še ni delujoče. Kjera pa to? Blanka. Predsednik Lovske zveze Lado je pohvalil danes čudovit sončen dan, nenormalne temperature. Nas ribiče pa malo strah. Namreč vpliv klimatskih sprememb je mogoče res dobrohoten za boljše počutje. Ampak opažamo velike negativne posledice na ribah in ribjem življenju. Po eni strani imamo huda neurja z visokimi vodami, po drugi strani imamo vroča poletja, poletna obdobja, kjer se predvsem deli rek, ki so naseljeni z lipanom, potočno postrvjo, sucem, tako pregrejejo, da te ribe enostavno ne more več preživeti. Tako smo v lanskem letu beležili in predlanskem občuten pogin sucev v reki Savinji v območju Šempetra, oziroma Movirja. Še vedno ne vemo, zakaj nam črnijo potočne postrvi in slepijo v Savi Bohinjki in opažamo, da se ta lipanski oziroma postrvi pas nam premika vedno bolj navzgor in ga izgubljamo. O tem
strokovnjaki predlagajo, da bi po letu 1921 prenehali salmonidne vode, ali 22, prenehali v salmonidne vode vlagati neavtohtono ameriško postrvo, oziroma šaranje, ki naše vode naseljuje že skoraj 100 let. Mi vemo, da šarenka prenese veliko večje toplotne obremenitve kot domorodna potočna postrva, zato se nam zdi takšna rešitev nelogična, kajti na ta način bomo izgubili precej salmonidnih voda. Če vemo, da ribiški turizem pri nas predstavlja, predvsem ribiški turizem v smislu naparjenja, predstavlja precejšen del gospodarske dejavnosti v območjih teh najlepših rek, Soča, vodni tok Savinje, Sava, Bohinjka, vodni tok Krke, vodni tok Kolp, pa še katere reke, potem si lahko mislimo, kaj nas čaka v bodočnosti. Še en problem bi opozoril, na katerega opozarjamo že več kot 5 let, to je Kaljene Drave. Namreč velike hidroelektrarne imajo poleg primarnega negativnega učinka za ribe, ker spremenijo vodni habitat, kar je na mesto tiho tekoče vode dobimo tudi počaseno jezero za vodno pregrado. Imajo tudi sekundarni učinek, kajti za to vodno pregrado se začne nabirati mulj. In to v popolnosti spremeni ribi habitat. In ta mulj je potrebno po 20 in 30 letih čistiti. In to delajo strice. In to na ta način, da mulj spravijo na takšne velike ladje. To ladjo pripeljajo do sredine vode, počakajo na visok vodotok in mulj odvrže, da mulj odnese pol vodo v Slovenijo. In koroški ribiči že dolgo časa opozarjajo, da je reka Drava kalna celo leto. Kalnost reke Drave pa pomeni ne zgolj to, da ribiči ne morejo loviti in živeti ribiška strasti, ampak kalnost reke pomeni, da tudi se ribe ne more zvrstiti. Kajti ribje ikre, ta male mladice, prekrije mulj in zaradi tega reka Drava postaja vse bolj trajna. Tisto, s čimer se pa lahko pohvalimo, da ne bom govoril samo o problemih, je, da nam kljub manjšemu upadu članstva narašča število mladih ribičev, kar je načeloma skupni problem vseh civilnih organizacij, kako dobiti mlade v svoje vrste. Tu smo naredili nek napredek z vlastnimi aktivnostmi. To je tema, na katero smo že opozarjali v preteklih letih, pa je še vedno aktualna. Oblast je namreč spremembo ribiške zakonodaje v letu 2006 uvedla na področje ribiškega upravljanja koncesijska razmerja. To pomeni, da moramo ribiči, zato da lahko upravljamo z ribolovnimi viri v naših ribiških okoliših izplačevati koncesijo. V ribiški okoliš sodijo vse celinske vode, torej tako stoječe kot tekoče. Oblast pa je v letu 2012 spremenila tudi zakon o vodah in nam takrat ukinila alinejo 11. alinejo 115. člena, ki je določila, da vodnega dovoljenja tistim, ki jim je podeljena koncesija, ni potrebno pridobivati. Ta sprememba je vplivala na to, da je direkcija za vode oziroma prej ARSO je začela pozivati ribiške družine, da si za stoječe vode, za katere je že podeljena koncesija bila za ribiško upravljanje, pridobijo še vodno pravico za rabo vode, za polnjenje ribnika, za vzdrževalnika, gramoznice in podobno, v katerem se skladno s predpisom o vodnem ribištvu izvaja koncesija ribiškega upravljanja. To je dobesedna dikcija te zahteve. Cilj teh pritiskov pa očitno ni posebna raba vode kot taka. Ribiči namreč menimo, da ribolov ne presega splošne rabe, da lahko povsem primerjamo s kopanjem, potapljanjem, drsanjem, ki sodijo v splošno rabo, ampak je cilj pravzaprav teh pritiskov dodatno polnjenje proračuna oziroma
vodnega sklada. Zakaj to govorimo? Na podlagi vodnih pravic oziroma vodnih dovoljenj, ki so jih ribiške družine pod temi pritiski pridobivale, Direkcija za vode, prej pa ALSO, obračunavajo vodno povračilo, ki je celo 3-krat višje od koncesije. Za primer navajam Šmartinsko jezero, ribiška družina pravi dan plačuje 4200 evrov koncesije, vodnega povračila bi pa bilo treba plačati skoraj 17 000 evrov. Ribiške družine se na take odločbe pritožujejo, v pritožbenih postopkih praviloma niso uspešne, v teh pritožbah odloča Ministrstvo za okolje in prostor, vendar pa smo sprožili tudi pravne spore na upravnem sodišču. In kljub temu, da imamo že 2 sodbi, v kateri upravno sodišče ugotavlja, da pomeni analogija določanja cene, ki je sicer predvidena za komercialne ribnike, kjer se ribolov izvaja izključno v osebnem interesu in s profitnim namenom, da takšno obračunavanje predstavlja kršitev materialnih predpisov. Ne glede na 2 takšne sodbe, tudi direkcija vsako leto ponavlja z izdajanjem odločb za pretekla leta po enakih kriterijih. Pri tem je treba posebej še izpostaviti dejstvo, da Vlada Republike Slovenije, ki vsako leto v začetku decembra praviloma določi sklepom cene v osnov za posebno rabo vode za različne namene, da ta namen še ni določil cene. To je poskušala pred 2 letoma, pa je ravno na pobudo oziroma na pripombe Ribiške zveze to umaknila iz gradiva. Kljub temu, da ta cena ni določena, še vedno direkcija vztraja in vrši pritisk odločbami na ribiške družine. Da bi ribiči rešili ta problem, smo že v letu 2015 ministrstvu, resornemu, kmetijskemu in okolju, kamor sodijo vode, predlagali čisto konkretno spremembo uredbe o vodnih površinah, ki bi sistemsko rešila ta problem. Vendar nismo bili uslišani. Na Ribiški zvezi Slovenije smo vztrajali in bomo vztrajali tudi v prihodnje, da v primeru izvajanja ribolova na celinskih vodah, torej stoječih in tekočih, ki so določene, da sodijo v ribiško okolje. Ko je to vodno telo vpisano v ribiško-gojitvenih načrtih, ki jih predpisuje država, ne ribiške družine same, in ko za ta ribolovni revir že plačujemo koncesijsko dajatev, ni pošteno ribiškim družinam zaračunavati še dodatnih dajatev. Kot nevladne organizacije, ki delajo v javnem interesu, bi pravzaprav te ribiške družine morale uživati podporo države, saj namesto nje upravljajo z naravnimi viri, pa se dogaja ravno nasprotno. Očitno se jih želi ekonomsko izčrpati oziroma celo ogroziti njihov razvoj. Če ti visi preko 50 000 evrov na grbi za zadnja 3 leta, je to prekleto resen pritisk na predsednika ribiške družine. Imamo že probleme, kako prevzemati odgovornost za te stvari. Ali je to način, kako zamenjati sedanje koncesionarje, ki imamo sicer ribiške družine, imajo koncesijske pogodbe sklenjene do leta 2038, nam zaenkrat še ni znano. Nimamo pravo odgovora, domnevamo pa, da se tudi v nekaterih okoljih vrši pritisk zaradi tega. Naj zaključim. Ponovno smo in še bomo apelirali na oba pristojna ministrstva, da v izogib nadaljnjemu pravnemu zapletanju dodatnim stroškom treba v smeri uskladitve zakonodaje, tako ribiške kot vodne, in ne povzročata še dodatnih nerazumnih stroškov. Enostavno na eni strani ribiškim družinam, po drugi strani so pa tudi birokrati v upravnih organih obremenjeni z zadevami, ki naj ne bi bile aktualne, pa se ukvarjajo z njimi pomembnejše zadeve postojila. Ribiški slovar kot nek abecednik
na katerega smo še posebej ponosni. Pa mogoče veste, kaj je to trnica? Izveste v tem delu, to je končni, najmanjši del bogatske predvorice, na katerega se nareže umeta mura. Mogoče veste, kaj so cimetaš, prebrač, boletaš, črnač. Vse to so čudoviti izrazi, ki jih je priznani slavist avtor tega dela Peter Korošec že pred mnogimi leti dejansko poslovenil iz angleščine, zato da lahko poimenujemo svoje umetne muze, s katerimi živimo. Slovensko izdajo takovanih šašov oziroma cestov. V tej knjigi boste tudi izvedeli, kateri je pravilno izraz. Je to šarenka, ali ameriška postel, ali je kalifornijska postel, ali pa je to mavrična postel, če prevedemo Raymond Trout iz angleščine. Zdaj, tukaj bi predvsem bi želel povedati to, da z izdajo tega ribiškega slovarja smo se slovenski ribiči postavili v bok redkim narodom in nacijam, ki imajo tak specialističen ribiški slovar. Redke so države, v katerih obstaja tako delo. Ravno dr. Korošec kot eden prvih slovenskih muharjev in pa jasno tudi kot strokovnjak za slavistiko in leksikografijo se je tega dela lotil. Nastajalo je dolgo časa od leta 70, njegov glavni vir je bilo naše stanovsko glasilo Ribič. Namenjen je pa dejansko vsem, kajti s tem ribiškim slovarjem bogatimo ne samo ribiško besedo, in ne dajemo samo noter izraze, pravilne izraze za strokovnjake, za ribiške publiciste, ampak dejansko za vse nas